Pozdravljeni. Pred časom sem naredil prispevek o stilu vožnje v Formuli 1 in nekdo izmed vas mi je dal zanimivo pobudo in dober izziv, če bi lahko za skupino voznikov iz preteklosti in tudi iz sedanjosti določil tisto dirko, kjer so pokazali svoje mojstrstvo. In izziv je sprejet. Čeprav zgleda na prvi pogled enostavno, sem hotel s tem izborom pokazati, na katerih dirkah, če lahko izberem eno in eno samo, so pokazali svojo premoč nad vsemi ostalimi. Gre seveda za dirke, kjer so zmagali in ni nujno, da so bile ne vem kako zgodovinsko pomembne. O nekaterih sem že govoril v preteklosti, zato se ne bom obiral preveč okrog njih. Koga zanima kakšna bolj podrobna razlaga, dobi bližnjico seveda v opisu. In začnimo s tistimi že omenjenimi v prispevku o stilu vožnje. Jim Clark pa Jackie Stewart, velika nagrada Belgije 63. in Nemčije 68. Zmagala sta pod nalivom v megli z več minutami prednosti pred drugim. O tem pišejo zgodovinske knjige in prav tu sta pokazala, zakaj sta bila tako izjemna. Podobno bi lahko rekli pri Juanu Manuelu Fangiju, tudi primer, ki smo ga že obdelali na veliki nagradi Nemčije 57. Ko se je ustavil, da je zamenjal pneumatike, dotočil gorivo in nato imel za Michaelom Hawthornom približno 40 sekund zaostanka. Vozil je kot poblaznel, postavljal rekord za rekordom kroga, dokler ga ni v zadnjem krogu dohitel, prehitel in tako dosegel svojo zadnjo zmago v Formuli 1. In seveda mimo Nigela Mansella in tudi tistega že omenjenega primera z velike nagrade Madžarske leta 1989 ne smemo. Čeprav dirka, katere se malo kdo spomne, je treba malce, da jo obnovim. Začel je kot 12. na progi, kjer je po mnenju mnogih nemogoče prehitevati, a Nigel jih je postavil na laž. Prehitev je kot zadnjega Ayrtona Senno ter dosegel zmago. In prav pri Ayrtonu Senni se začnejo prve težave. Katera je tista dirka, katera najbolj označuje njegovo veličino, njegovo premoč? Kar nekaj jih je, a sam sem zbral prav tisto, kjer je dokazal, da je on tisti pomembni faktor. Velika nagrada Monaka 1992. Namreč prav tu je on vrnil uslugo Nigelu Mansellu, ga prehitel, kljub temu, da je imel Nigel na razpolago Williams F14B. Ayrton je tu dokazal kot mnogokrat drugje, da je on tisti zmagovalni faktor. In velika nagrada Monaka je bila ključnega pomena v mnogih primerih. Naprimer, Gilles Villeneuve leta 1981. Namreč mnogi so menili, da ne stil vožnje Gillesa Villeneuva, ne njegov bolid Ferrari 126 CK nista primerna za ulično dirko. A Gilles Villeneuve jim je lepo pokazal, da se motijo in kljub vsemu zmagal tisto dirko. Nekako na presenečenje vseh. In seveda, poleg Monake je bila tudi velika nagrada Italije, ena izmed tistih, kjer so se nekako razločili voznike med tistimi povprečnimi in tistimi izjemnimi. Prvi primer leta 1970. Nekaj ur po tragični smrti Johana Rinda. Zmaga Clayu Regazzoniju. Tistemu Clayu, kateri je bil šele na svoji 5. dirki v svetovnem prvenstvu Formule 1, istočasno 5. dirki za Ferrari. Zmagal je, prišel nekako na navidezno lahkoten način do te svoje zmage, a vložil vso svoje bistvo, vse svoje srce v tisto dirko. In iz src nas navdušencev Formule 1 ni izginil do zadnjega dne svojega življenja. Podobna zadeva prav tako na veliki nagradi Italije se je zgodila pa leta 1976. To je bila tista znana dirka, ko se je iz bolnišnice vrnil Niki Lauda na dirke, a zmagal je Ronnie Peterson z Marčem. Bolid, kateri je bil daleč od tega, da bi bil konkurenčen, in Ronnie Peterson je nekako reševal svojo kariero. Na začetku tiste sezone se je skregal pri Lotusu in zamenjal hitro ekipo ter na njegovi najljubši progi dosegel zmago.
In kar je ironično, prav tu 2 leti pozneje v Lotusu je doživel tisto nesrečo, ki ga je stala življenja. In prej omenjeni Niki Lauda. Katera je pa njegova tista najbolj pomembna zmaga, tista, ki kaže najbolj njegovo bistvo? Njegova zadnja, podobno kot pri Fangiju, velika nagrada Nizozemske leta 1985. Že prej je povedal, da bo tista njegova zadnja sezona. Motivacija ne preveč očitna. A takrat je začel kot 10. Po prvi menjavi pneumatik sta bila realno v boju za zmago le on in Alain Prost. In vse svoje izkušnje, zvijače in premetenost je Niki Lauda pokazal na tisti dirki, da je premagal Prosta in tako pokazal, da kljub temu, da je bila to njegova zadnja sezona, še zdaleč, da bi se šel turista na velikih nagradah Formule 1. Zanimivo je, da njegov večni antagonist James Hunt je svojo, po mojem mnenju, najbolj karakteristično dirko odpeljal prav tako na veliki nagradi Nizozemske, a desetletje prej, leta 1975, se opravičujem. In to je bila njegova prva in ne zadnja zmaga, takrat s Hesketom. In čeprav vemo, James Hunt je vozil na vse ali nič, mu je takrat uspelo in svojega stila do konca kariere ni hotel zamenjati. A prav na njegovem prvem uspehu se vidi tisto njegovo bistvo. In če pogledamo eno dirko, katera je označevala Jamesa kot takega, kot je bil, je bila po mojem osebnem mnenju to ta. In seveda pustimo sedaj malce te junake preteklosti in poglejmo malce bolj na sodobne čase. Fernando Alonso, hočeš ali nočeš, ljubiš ali sovražiš, eden izmed najboljših našega časa. In katera dirka bi njega najbolje opisala? Po mojem osebnem mnenju, tista v Bahreinu leta 2010. Prva dirka, ki jo je vozil za Ferrari in prva zmaga na prvi dirki. In s to je hotel dokazati, da je prišel v Ferrari kot 2-kratni svetovni prvak, zato da bi prinesel naslov Maranello. Ni mu uspelo sicer, a pokazal je tisto svojo ogromno željo biti najboljši in ogromno željo do zmage. Na Kanadi leta 2011 je Jenson Button po mojem osebnem mnenju prikazal eno izmed najbolj fantastičnih zmag v celotni zgodovini Formule 1. In Jenson Button je pogostokrat malce podcenjen voznik, čeprav je bil svetovni prvak. A takrat je pokazal umirjenost, strateško pretkanost, hitrost in na koncu je spravil na limanice takrat mlajšega Sebastiana Vettela. Vozil mu je v neposredni bližini, dokler Vettel ni naredil napake in se zavrtel. In tako dosegel eno izmed tistih zmag, v katerih lahko samo prebiramo pozitivne stvari v knjigah Formule 1. In Sebastian Vettel, čeprav ga mnogi kritizirajo, po mojem mnenju še zdaleč, da je za staro šaro. Njegova najlepša zmaga in največji pokazatelj njegovega talenta, Bahrein 2018. Spomnimo se, takrat je imel Kimi Räikkönen tisto nesrečo, ko je povozil mehanika. Niso mu mogli zamenjati pneumatike, govorim o Vettelu, in mnogi, jaz med njimi, smo mislili, da pneumatike mu ne bodo zdržale do konca dirke. No, presenetil je vse, tako da je prevozil vse kroge tiste velike nagrade in na koncu celo zmagal. Z eno, po mojem mnenju, najbolj fantastičnih voženj, kar sem jih videl v Formuli 1. In seveda, mimo Lewisa Hamiltona tudi ne moremo. Njegova najbolj fantastična vožnja verjetno bo koga presenetila, kajti tudi ta je v bližnji preteklosti v Monaku leta 2019. Tista dirka, kjer so se vsi spominjali Nikija Laude. In spomnimo se zadnjih krogov njegovega boja z Maxom Verstappenom. Ni bilo potrebno se boriti, kajti vedelo se je, da bo Max kaznovan. A Lewis se ni dal, kljub temu, da se pogostokrat pritožuje in dobiva neke izgovore. Takrat se ni dal. Boril se je na enem najlepših dvobojev, kar sem jih videl v zadnjih letih, in dokazal, da je zmagal on, ne bolid, ne ekipa, ne strategija, ampak on, tudi v spomin na Nikija. In na koncu Michael Schumacher tudi spada na to lestvico.
In tu se mnogi ne boste strinjali z mano, namreč izbral sem dirko, katera za njegovo kariero verjetno ni tako pomembna. A hotel sem pokazati, zakaj je Michael Schumacher eden izmed najboljših vseh časov. Velika nagrada Španije 1996. Bolid Ferrari 310. Mislim, da ne najboljši tiste sezone, mislim, da se ne bom nobenemu zamiral. In on je tisto zmago, deževno dirko zmagal. Kako enostavno, vozil je povprečno 2 sekundi na krog hitreje od vse konkurence. Tu je pokazal svoje mojstrstvo, eno izmed njegovih lastnosti, katerega so naredili tako velikega. A če govorimo o sami vožnji, je ta dirka tista, ki po moje najlepše označuje njegovo veličino. Toliko o tem spisku. Upam, da se bomo tudi pogovarjali in imeli kako debato o tem, zakaj kdo sodi in kdo ne sodi gor. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.